Morda niste vedeli, da se vsako leto v Mokronogu srečajo bradači. In dva bradača sta zdajle tudi v naši družbi, pa še en gospod brez brade. V naši družbi so gospod Alojz Gregorčič, predsednik turističnega društva Mokronog, pa gospod Janez Rozman, mister Brade 2008. Z nami je tudi gospod Zvone Kotnik, lanskoletni prvi spremljevalec mistra Brade. Kako pa vi, vas se pa spomnim z daljšo brado? Ja, moja zgodovina brade je že kar dolga, 36 let nosim brado, otroci so me videli praktično samo enkrat brez in pa seveda v tem obdobju sem se enkrat mogel brado obriti, ker sem imel operativni poseg na bradi. Tako da dvakrat sem že tekmoval za daljšo brado, letos bom pa tekmoval pa majhen s krajšo brado. Seveda tudi v kostumu, ki ga predstavljam, kajti letos je leto knjige in nekako dobili smo prevod Valvazorjeve Vojvodine Kranjske v slovenski jezik in tudi sem se odločil, da potem predstavljam nekako obliko čas Valvazorja. Se ste res, gospod Janez, tako lepo urejeni? Ja, me veseli, da sem pač nekako v tej obliki. A to si sposodite recimo obleko v kakšnem gledališču? Ne, to so vsi moji lastni kostumi. A res? Tako, ker kot veste, sem grajski tiskar na Blejskem gradu, imam vlogo Trubarja, potem predstavljam Gutenberga in moja obleko nekako... Potem pa res brez brade ne smete biti? Brez brade ni in tako mojega lika, tako da dejansko je pa tisto, kot me nekdo vpraša, zakaj imam tako daljšo brado, zato ker imam že na vrhu plešo, to se pravi, tisti material gre potem v brado. Se počasi doli seli. Tako je. Seveda si želite, da bi bilo čim več ljubiteljev brad in tistih, ki bodo prišli, ne vem, navijati ali pa samo si vas ogledati na tem dogodku. Verjetno imate vi kakšno posebno vabilo za njih? Ja, če mi je dovoljeno, bi povedal takole. Jaz, mojster, grajski tiskar in pisar na Blejskem gradu. Veliko veselje in čast mi je na znanje dati, da se ima v organizaciji turističnega društva Mokronog ceremonije v čast velikemu spektaklu dogajati. 10. srečanja bradačev v Mokronogu. To tekmovanje vršiti. 16. prosinca leta gospodega 2010 ob 19. uri v kulturnem domu v Mokronogu. Vabljeni vsi stari in mladi, ki imajo na bradi kaj kosmatega in v svoje poraščene obraze cenjeni komisiji na ogled in oceno postavijo. Na znanje dajem, da se bode merjenje, ocenjevanje in nagrajevanje vršilo v dobri glasbi ansambla Nemir. Za tekočo besedo bode poskrbel častitljivi gospod Silvester Polak. Za ugodno počutje in varnost in da grla ne bi bila suha, da se bodo prsti omastili in da bodo vam pič primerno pozornost izkazana, pa se velja zahvaliti gostiteljem. Čast je izkazana in zahvala dana tudi oddaji Dobro jutro, kateri je to vest v svet poslala. Hvala. Hvala vam, tole pa prijetno presenečenje. Omemba naše oddaje me veseli, da smatrate, da vam tudi mi pomagamo na nek način s tem, da kdo več pride pogledati bradače. Zelo lepo hvala, pester tudi torej kulturni program smo slišali. Hvala vam še enkrat in čim bolj prijeten vikend. Eno malenkost pa na spomin na leto knjige, ena majhna knjiga moj izdelek. Hvala lepa.